Na tretjem generacijskem forumu v okviru priprave vizije in strategije razvoja Velenja do leta 2040. Na začetku bi rad opravičil gospoda župana, ki je še na poti, pride in se nam bo malo tudi pridružil. Torej, ta dokument, o katerem bomo danes tudi govorili, ni le strateški okvir razvoja občine, ampak odgovor na konkretne izzive, s katerimi se že soočamo od prestrukturiranja Saša regije in izstopa iz premoga do potrebe po novih razvojnih in gospodarskih priložnostih. Priprava strategije je potekala skoraj eno leto in je vključevala številne deležnike od prebivalcev, predstavnikov civilne družbe, strokovnih služb, občinske uprave do vodstva občine ter zunanjih strokovnjakov. Cilj projekta je oblikovati razvojne usmeritve, ki bodo temeljile na dejanskih potrebah skupnosti in določale, kako bomo v prihodnje živeli, delali in soustvarjali kakovostno bivalno okolje. Današnji forum namenjamo področjema izobraževanja in kakovosti življenja, kamor sodijo zdravstvo, kultura, šport in sociala. Govorili bomo o tem, kako ustvariti okolje, v katerem bodo mladi želeli ostati, kako izboljšati dostopnost storitev in kako ohraniti visoko kakovost bivanja za vse generacije. Cilj današnje razprave je poiskati konkretne predloge in rešitve, s katerimi bomo Velenje še naprej razvijali kot vključujoče, povezano in kakovostno mesto za življenje. V sklopu priprave strategije so oblikovali ključne strateške cilje, usmeritve in ukrepe na področju današnjih dveh tem, torej izobraževanja in kakovosti življenja. Na področju izobraževanja so v ospredju kakovostno in dostopno izobraževanje za vse generacije, vseživljenjsko učenje, povezovanje izobraževanja z gospodarstvom in krepitev družbene vključenosti ter digitalne preobrazbe. Na področju kakovosti življenja pa strategija poudarja dostopno zdravstveno oskrbo, aktivno in vključujoče življenje vseh generacij, razvoj kulture, socialno povezano stvarno bivalno okolje ter trajnostni razvoj javnih površin in storitev. Ob pripravi vizije in strategije razvoja Velenja do leta 2040 sta bili področji izobraževanja in kakovosti življenja prepoznani kot eni izmed ključnih razvojnih prioritet. Zato je pomembno, da o teh temah odkrito govorimo in skupaj iščemo rešitve in usmeritve za prihodnost. Osrednji del današnjega dogodka bomo namenili razpravi, ki jo bodo s svojimi pogledi in izkušnjami oplemenitili naši sogovorniki, aktivni občani in strokovnjaki s področji, ki jih zajemata stebra izobraževanja in kakovosti življenja. Naj jih predstavim od vaše desne proti levi. Najprej tu Franče Gorazd Tiršek, naš odlični parastrelec, tudi paraolimpijski prvak iz Pariza 2024, najboljši športnik mestne občine Velenje in večkrat tudi najboljši slovenski parašportnik. Če želite razviti zaprosta, se mogoče praviti. Potem je tu Mina Mavec-Krenker, priznana plesalka, koreografinja, kulturna ustvarjalka leta 2025 v mestni občini Velenje in vodja območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Prohor Bedarjev je dijak 4. letnika gimnazije Velenje, v Velenje pa se je preselil pred 4 leti iz Ukrajine. Liljana Keta je strokovna direktorica Zdravstvenega doma Velenje. Teodor Majcenovič, predsednik Mladinskega sveta Velenje. Docent dr. Gašper Gantar, direktor Fakultete za varstvo okolja. Dr. Sebastian Seme, dekan Fakultete za energetiko. In še Rajmund Valcel, predsednik Univerze za tretje življenjsko obdobje Velenje. Tako. Zdaj pa začenjamo z debato. Na koncu se boste lahko, spoštovani obiskovalke in obiskovalci, tudi vi s kakšnimi vprašanji v to debato vključili. Vas, spoštovani gostje, pa prosim, da ste pri odgovorih konkretni, jasni. Naročili so mi, da ta okrogla miza ne sme trajati več kot 1 uro. Tako da gremo kar hitro na teme. Jaz so kar strogi, ja. Začnemo takole. Rezultati ankete so pokazali, da je izobraževalni steber med najbolje ocenjenimi področji. Bi pa bilo mogoče treba izpostaviti 2 zadevi, ki sta tudi v tej strategiji zapisani, namreč
potreba po večji dostopnosti programov za mlade in razvoj vsebin za starejše občane. Bi mogoče začeli kar z mladimi. Prohor, Teodor, to vprašanje je za vaju. Kako mladi vidite Velenje? Kaj je dobrega, kaj mogoče pogrešate? Teodor, za vas mogoče za začetek. Se mi zdi, da imamo mladi, čeprav velikrat slišimo, da nimamo dovolj priložnosti, se mi je v Velenju kar veliko stvari, kjer se mladi lahko vključujejo, in pač strani izobraževanja, ali srednješolsko, pa potem tudi visokošolsko, pa tudi strani bolj nekih prostočasnih aktivnosti oziroma obštudijskih aktivnosti. Pogrešamo pa mogoče malo več tega dialoga, tako je recimo danes, da se pač malo bolj vključuje mlade v sam proces soustvarjanja, tako ta strategija recimo. Prohor, vaše mnenje bo mogoče še toliko bolj vredno, ker prihajate od drugod, ste v teh 4 letih malce spoznali vse zadeve, kako vi gledate na vse skupaj. Ja, se strinjam, po moje lahko res razločno ocenim to razliko, ker pač prej sem doživel popolnoma drugačno izkušnjo odraščanja, ne vem, pubertete in zdaj, ne vem, jaz vedno, ko se pogovarjam o Velenju, rad peljam takšno primerjavo, meni se Velenje vedno zdi kot nekakšen inkubator. Meni se zdi Velenje popolno mesto za odraščanje in za, ne vem, kasnejšo, za starost, ko si starejši, ker tu imaš dobesedno zelo vključujoč prostor, kjer imaš veliko priložnosti za uresničitev, ne vem, svojih želja, svojega jaza in to lahko počneš v okolju, ki te nenehno podpira, ne vem, pač jaz iz svojih izkušenj, meni se zdi, da jaz kakršnokoli idejo dobim, če grem k ljudem, pravilnim ljudem, ki so skoraj vse posod v Velenju, pa ne vem, tudi na šoli lahko to idejo uresničim in kar to se mi zdi res ogromna prednost Velenja in res, da lahko odraščaš v takem okolju, to je super, da imaš takšno priložnost za samo uresničitev. Super, mogoče gremo zdaj malo naprej od mladih k ostalim skupinam. Franče Gorazd Tiršek, vprašanje za vas. Je Velenje dovolj dostopno za vse, recimo tudi za invalide? Kako vi vidite te izzive, s katerimi se soočate in mogoče, če vam kaj ni všeč, kaj bi mogoče predlagali, kaj se še da izboljšati? Lep pozdrav vsem skupaj. Ja, mislim, da Velenje je eno tako zgledno mesto v Sloveniji, po katerem se lahko marsikako večje mesto zgleduje. Kot vidimo, ta razvoj Velenja ostaja zeleno mesto, kar je zelo pomembno, da se ljudje počutijo domače. Narava, vemo, da je tudi zelo pomembna za zdravo življenje. Kar se pa tiče teh tektonskih ovir gibanja invalidov, je pa tudi Velenje šlo s korak s časom in vidimo, kako lepo so urejeni pločniki, prehodi, dostopi do javnih ustanov in pa tudi, kar bi zraven tu omenil, Velenje je izredno čisto mesto. Mislim, da na tem je treba vztrajati, delati poudarek, ker tudi drugi ljudje, ki se priseljujejo, ki nekako začutijo Velenje, tudi če prihajajo iz drugih kultur, z drugih področjih, ki mogoče ni ta ekologija tako vešča, se nekako privadijo in vidijo, da je treba živeti zgledno in pa vzorno. In mislim, da Velenje je tak vzor v Sloveniji, na tem je treba vztrajati. Kot omenjeno že v tem prvem stavku, strategija predvideva tudi razvoj vsebin za starejše občane. Gospod Rajmond Valcel, ali starejši dobite dovolj priložnosti v Velenju, pa bi se tu navezal še ena stvar, ki je v strategiji večkrat omenjena, to medgeneracijsko sodelovanje. Kako vi vse to čutite? Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Žal sem predstavnik starejše generacije. Zdaj je situacija takšna, ne, da po statistiki je vsak 5. Velenjčan je v bistvu starejši od
65 let. In ta statistika govori o tem, da je to neko slovensko povprečje. In jasno, da je potrebno poskrbeti tudi za starejšo populacijo. Ne? Starejša populacija, ali kot pravijo, se uči od rojstva do smrti in v Velenju imamo to zelo dobro organizirano. Se pravi, skrbimo za starejše z različnimi aktivnostmi, se pravi z poučevanjem, prejemanjem novih informacij, utrjevanjem. Predvsem smo pa zelo zadovoljni s tem, da starejši skrbijo za svoje telesno in duševno zdravje. Tukaj so organizacije, kot so Ljudska univerza, Planet generacij, potem je Andragoško društvo Univerze za tretje življenje, ki poskrbi za številčnost teh starejših, da so na teden zelo, zelo aktivni. Drugo bi pa rekel, da so tudi tu temne lise, za katere pa treba poskrbeti, mislim pa predvsem za starejše, ki pa niso vključeni nikamor. Tukaj je pa potem ta socialna izključenost, ki je za starejše potem resnično težava. Kot rečeno, v tej strategiji je veliko govora o povezovanju, o medgeneracijskem sodelovanju, pa bomo do teh točk še prišli. Če mogoče se vrnemo nazaj k izobraževanju. Na delavnicah z občinsko upravo je bila kot pomembna razvojna usmeritev izpostavljena potreba po večji povezanosti izobraževalnega sistema z gospodarstvom in občinskimi razvojnimi projekti. Tu imamo dva ugledna gosta iz fakultet, pa prosim dr. Gantar in dr. Seme, če lahko mogoče povesta, kako povezati gospodarstvo oziroma izobraževanje z realnimi potrebami gospodarstva. Ja, najprej lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Uvodoma bi povedal, zdaj več kot že naslednjo leto Fakulteta za energetiko praznuje 20 let dela tukaj v Velenju, tako da mi smo že dejansko res povezani z to okolico. Povezujemo z gospodarstvom se seveda iz večjih smeri, glede na to, da smo raziskovalna inštitucija skupaj z poučevanjem. Imamo ta vidik povezan v sklopu raziskovalnega dela na sami fakulteti. Vsekakor pa sprejemamo vse potrebe, ki se pojavljajo v samem okolju in na ta način potem se vključujemo. Ne nazadnje tudi zelo dobro sodelujemo z gospodarsko zbornico tukaj, ki zajema vse te partnerje, tudi druga podjetja in mislim, da v tem sklopu moramo navezati vse to potem še z prenovo stare elektrarne, kjer bo dejansko res nastal enik velik inkubator znanja in potreb za samo lokalno okolje. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Ja, tudi mi smo tukaj že 20 let, moram pa reči, da mogoče naša posebnost je pa ta, da samo 40% študentov prihaja iz regije in samo 8% iz Velenja pa Šoštanja. To se pravi, da zdaj bom jaz na to vprašanje poskušal odgovoriti malo širše, kako zdaj se povezati s potrebami gospodarstva. Teoretično čisto enostavno, v praksi pa zelo težko. In sicer v teoriji je to tako, da pogledaš, kateri so potencialni delodajalci, v našem primeru čistilne naprave, centri za ravnanje z odpadki, podjetja, ki rabijo okoljevarstveno dovoljenje, oceniš, koliko je v teh podjetjih potrebe po zaposlenih, narediš z njimi pogovore in poskušaš to vključiti v svoje študijske programe in svoje razvojno-raziskovalne načrte. Zdaj v praksi pa seveda to bistveno težje in sicer z dveh razlogov. Imaš pač nek kader, ki seveda bi najrajši prodaval tisto, kar ima že pripravljeno in zelo težko je zdaj nekomu reči, da pač to, kar govori, ni več v redu ali pa da bi rabili pa čisto nekaj drugega, če že celo življenje to raziskuje. Tako da tukaj je treba veliko nekega truda, da se to čim bolj zbalansira. Jasno so pa tudi visokošolski učitelji tisti, ki so neki deležniki, imajo neko besedo pri tem, kako naj to poteka.
Druga stvar je pa, da pravzaprav mi zdaj niti najbolj ne razumemo, kakšne bojo potrebe gospodarstva čez nekaj let. Se sami vidite, imate en kup nekih seznamov poklicov, ki prihajajo, izginejo in tako naprej, pa mogoče niti ne bojo izginili, se bojo pa bistveno spremenili. Posebej tista vhodna znanja, osnovna znanja bo nadomestil, ali umetna inteligenca, ali se bojo pričakovanja delodajalcev spremenila, kar po eni strani zelo otežuje vstop mladim na trg dela, nam pa, da pravzaprav se niti ne zavedamo, kaj bo tisto, kar bo čez 4-5 let, ko bodo ti diplomanti prišli na trg dela, čisto zares potrebno. Tako da v bistvu v resnici pa to malo težje zadeti. Ja, se mi zdelo, da že ko sem postavil vprašanje, ste s tem nasmeškom povedali, da ni tako zelo enostavno. Teodor, za vas mogoče vprašanje, to, kar je omenil gospod Seme, ta inkubator, stara elektrarna, tehnološki park Velenje, kje mladi vidite mogoče priložnost v teh pridobitvah? Zdi se mi, da je za mlade, ki jih ta področja, ki bojo vključena v ta tehnološki park pa v staro elektrarno, da za njih je to zelo dobro. Nekatere pa skrbi, da mogoče premalo prostora za kakšne mentorske programe za umetnost pa za kulturo, in mogoče bi na tem področju rabili malo več poudarka, da ni samo na teh tehnoloških stvareh, ki v bistvu so pomembne, ampak se mi da bi tudi rabili kako drugo avenijo. Po drugi strani pa se mi zdi, da bi kakšni coworking prostori za nizek najem bili zelo priljubljeni med mladimi, in pa seveda kakšni prostori za druženje v samem teh hubu. Teodor je že omenil eno izmed naslednjih tem, če bomo zdaj to izobraževanje razširili še na našo drugo današnjo temo, torej kakovost življenja, pa nadaljujemo tu, kjer je Teodor že mogoče malo nakazal pri kulturi. Nina Mavec-Krenker, strategija in vizija med drugim predvidevata tudi povečano sodelovanje prebivalcev pri kulturnih dogodkih in projektih in večje vključevanje mladih v ustvarjalne in umetniške programe. Se tudi vam zdi, da je mogoče tega v tem trenutku premalo, oziroma kaj narediti, da je bilo tega več? Prvo naj povem, da mislim, da se odločevalci v Velenju zelo dobro zavedajo, da kultura ni strošek, ampak da je kultura nek prostor povezovanja. Ampak glede tega vključevanja mladih pa mogoče res ne naredimo dovolj. Mladi imajo sicer možnost vključevanja v neke društvene aktivnosti, v kulturna društva lahko najdejo dejavnosti, s katerimi se želijo ukvarjati, ampak tudi to je zelo ozko področje. Se pravi, imamo gledališče, imamo predvsem glasbeno šolo, kamor vem, da je množičen obisk, da otroci in mladi radi obiskujejo program tam. Manjka pa teh prav umetniških, kot je gledališče, področje sodobnega plesa, kjer nam je kar nekaj plesalk, ki so študirale v tujini, ušlo drugam v druga mesta. Potem na področju likovne vzgoje je program umetniške gimnazije likovna vzgoja, ampak ali mladi vedo, kje so še tisti potencialni prostori, kamor se lahko vključujejo in razvijajo svoje talente. Mogoče na tem področju tudi majhna kritika društvom, da naredimo premalo za svojo prepoznavnost in da na nek način mogoče ne znamo pritegniti mladih programom, čeprav lahko sama z izkušnjami trdim, da so programi kulturnih društev v Velenju visoko kakovostni, da potekajo izobraževanja z res kvalitetnimi mentorji. In kot je že kolega povedal, mogoče ta tehnološki park bi lahko dobil še kakšno drugo noto, kakšen drug prostor za umetniško ustvarjanje. Pogovarjamo se o kulturi, pogovarjamo se o dostopnosti, pogovarjamo se o tem, kakšno je Velenje kot mesto. Se vam zdi, da je Velenje takole pod narekovaj dovolj živo, ali bi ga bilo treba še kaj spremeniti, da bi bilo še več, možnosti, priložnosti, da bi se dogajalo še kaj več? Mogoče, Prohor, za vas
vprašanje, kako vi kot najmlajši iz tega omizja sprejemate Velenje. Ja, moram povedati odkrito. Včasih je težava predvsem med mladimi preživljanje prostega časa. Spravi, dogaja se situacija, da se dobiš s prijatelji in kar naenkrat ti zmanjka idej, kam bi še lahko šel. Kar je sicer, mislim, normalno, pač greš, ne vem, veliko je priložnosti, greš, plac, ne vem, park, vista, jezero, kar je super. In se tudi zavedamo, da verjetno pač Velenje ima prostore in zaradi svoje funkcionalnosti Velenje pač konec koncev ni največje mesto. Pač ne moreš na tako majhnem prostoru zgraditi kar naenkrat vse. Ampak ja, mogoče je res težava včasih, ne vemo mladi, kje bi preživljali prosti čas, brez da bi zapravili tudi s tem veliko denarja. Ne vem, da greš nekam v kako kavarno, ne moreš tam tja vsak dan hoditi. Ja, to predvsem, ne vem, ja, najbolj verjetno nas to skrbi, da ni nekega stalnega prostora, kjer lahko preživljamo prosti čas. Mogoče še kdo od ostalih, da slišimo še od ostalih, kako je mesto živahno, primerno za prosti čas in te zadeve. Še kdo ima kako mnenje? Gremo potem naprej, se bomo še vrnili tudi na te zadeve. Gremo k zdravstvu. Tako kot pri kulturi je v teh anketah, ki so tudi del vizije in strategije, so bili anketiranci večinoma zadovoljni, da je bila tudi zdravstvena oskrba precej pohvaljena, ampak nekateri predlagajo oziroma pogrešajo še boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev. Gospa direktorica zdravstvenega doma Liljana Kajta, kakšne so vaše izkušnje na tem področju? Lep pozdrav še z moje strani. Zdaj dostopnost do zdravstvenih storitev, tukaj zdaj se o dveh stvarih pogovarjamo. Ali se pogovarjamo o dostopnosti zdravstvenega doma kot takega, klicočih ambulant v sklopu primarnega zdravstva, ali pa je to v bistvu dostopnost zdravstvenega doma, kar se tiče čakalnih dob. Mogoče bi probala tudi odgovoriti na oba vprašanja. Kar se tiče čakalnih dob, veste, da je to velik problem v slovenskem okolju. Tako da imamo tudi v Velenju seveda na področju specialistike podobne težave, bi pa vseeno mogoče poudarila, da smo kar v slovenskem vrhu, tudi kar se tiče pri kratkih čakalnih dobah, kar tudi v bistvu priča o tem, da imamo zelo veliko tujih pacientov v specialističnih ambulantah, ker se vede, da so te ambulante dostopne za vse prebivalce Slovenije, tako da v teh specialističnih ambulantah, kot so dermatologija, pulmologija, se v bistvu k nam prihajajo pacienti iz celotne Slovenije, ravno zaradi krajših čakalnih dob. Kar se tiče pa te dostopnosti zdravstvenega doma, smo pa mi iskreno pred 2 letoma, ko smo v bistvu prevzeli vodstvo zdravstvenega doma, opazili, naredili nekaj svojih analiz, da je verjetno res bila dostopnost nekoliko slabša, smo sprejeli zelo veliko ukrepov že do takrat, v bistvu ukrep vračanja klicev, klicnega centra in v bistvu vsako letno oziroma večkrat letno spremljamo te podatke in v bistvu ugotavljamo, da se v našem zdravstvenem domu ta dostopnost nenehno izboljšuje, kar nas tudi veseli, pa upam, da tudi občani to občutijo. Spet se bom navezal na tisto medgeneracijsko sodelovanje, delovanje in tako naprej. Kako je recimo starejšimi, zdaj vedno več je digitalnih zadev, kako starejši pridejo do svojih zdravnikov, izvidov, receptov, zdaj ko je vse drugače, kot je bilo včasih? V bistvu res, digitalizacija v zdravstvu zdaj kar pospešeno napreduje in se zavedamo vsi zaposleni v zdravstvenem domu, da je to za starejše kar velik izziv. Seveda ves čas ponujamo izobraževanja, v bistvu spodbujamo svojce, skrbnike, da pomagajo pri tem. Bi pa vseeno rada povedala, da so v bistvu te klasične komunikacijske poti pri nas vedno odprte. Vsak lahko zmeri osebno pride vse urediti v zdravstveni dom, vrata naša so vedno odprta.
se lahko potrka, uredi, vedno imamo tudi v vstopu v zdravstvenem domu administratorje, ki pri tem pomagajo, ter seveda te osnovne telefonske linije delujejo, tako sem že prej omenila, klicni centri, tudi ambulante imajo vse navodila, da tudi vračajo klice, ker v bistvu narava dela morate razumeti, da ne dopušča, da vsak klic seveda takoj sprejmemo, vendar se trudimo, da je vsak klic tudi v istem dnevu vrjen, tako da te osnovne komunikacijske poti so zmeraj odprte, tako da tudi tisti, ki niso vešči digitalizacije, imajo to možnost, seveda pa z vsemi stvarmi pač tudi spodbujamo digitalizacijo, ker po naših izkušnjah so tudi starejši že zelo vešči digitalizacije in se tudi zelo hitro učijo in so pripravljeni se tudi naučiti. Gospod Valco, prej ste sicer rekli, da niste ravno radi predstavnik starejše generacije, ampak ker ste mogoče vaš pogled na te zadeve. Zdaj bi mogoče rekel takole, ne. Vsaka sprememba v nekem sistemu, recimo ta aplikacija Zvem, pomeni za starejše kar velik problem, ne. Potem smo pač društva, ustanove, ki neformalno izobražujemo, v bistvu z določenimi tečaji, delavnici primorene in tudi z veseljem povabimo starejše, da jih v okviru nekih delavnic, 2-urnih, 3-urnih, recimo naučimo tudi tistih osnov, ki so potrebne da se lahko starejši normalno vključijo v družbo. Dejal bi pa še nekaj, ne, sodelovanje med starejšimi in mlajšo generacijo, ne. Zdaj takole, je na nekih področjih, želeli bi si več, ampak da bi bilo oboje stransko, ne. Zdaj takole, mi imamo v našem društvu slabih 500 članov, med njimi povprečna izobrazbena struktura je več kot polovica za visoko višješolsko izobrazbo. Imamo izjemne strokovnjake, ki so potom svoje poklicne kariere bili na delovnih mestih odgovornih, ki bi z veseljem vstopili tudi recimo v inkubatorje teh hub, recimo z mladimi in delili svoje izkušnje z mladimi, ne. Je pa tudi drugo, da pa glede na to, da smo generacija, ki se ni preveč ali ni živela z to tehnologijo, da pa od njih mlajših pričakujemo, kar tudi je, da nas mogoče bolj pogosto pridajo na pomoč k izobraževanju v digitalnih kompetencah. Tako da to sodelovanje vsekakor ponujemo. Teodor, mogoče vaše razmišljanje, kot rečeno, to medgeneracijsko sodelovanje je zelo poudarjeno, na kak način se vam zdi, da lahko sodelujejo mladi, malo manj mladi, starejši in najstarejši. Ja, moram samo reči, da se mi zdi super predlog, zato ker se mi zdi, da je nasploh nek manjko tega prenosa znanja med mladimi in starejšimi. Pa po mojem ne zato, ker ne bi starejši želeli, niti ker ne bi mlajši želeli, ampak samo pač nekako se ne pride skupaj. Tako da pač se mi zdi, da večina mladih podpira to sodelovanje in ja. Samo da se še nekje skupaj najdemo na tej poti, tako, super. Med priložnostmi za prihodnost v tej strategiji pristopajo določene usmeritve. Mene se je zdela zanimiva tale povečanje dostopnosti kulturnih, športnih in izobraževalnih programov za mlade. Oba gospoda direktorja fakultet oziroma dekana, kateri programi za izobraževanje manjkajo v tem trenutku za potrebe obeh spolov? Ja, če začnem tako dejansko kot mesto, ki je dejansko na področju energetike eno glavnih v Sloveniji, je vsekakor tudi že ta strategija bila, da se je fakulteta tukaj umestila, prav tako seveda verjetno za fakulteto za okolje, za varstvo in okolje je to največji doprinos temu. Torej, mesto Velenje je energetsko ali pa tehnično mesto. Seveda programi, ki pa bi bili potrebni, pa so vezani na to, na kak način se bo seveda odvijalo
prestrukturiranje regije, kot seznanjen, se tudi vlaga veliko v razvoj turizma, torej vsekakor tudi ta del bo segment, ki nenazadnje se naslavlja v stari elektrarni v okviru različnih subjektov, ki bodo tam razvijali kulinariko. Z področja tehnike, katero lahko zastopam, pa vsekakor Fakulteta za energetiko ima že na nek način razvite programe prihodnosti, ki jih bomo seveda z nekim hitrim preklopom ali pa z hitrim zaznavanjem potreb lokalnega okolja lahko spreminjali. Nenazadnje, če se mogoče navežem na to medgeneracijsko sodelovanje, tudi s spremembo visokošolskega zakona o visokem šolstvu, uvajanja tako imenovanih mikrodokazil, se lahko posamezniki z različnimi stopnjami izobrazbe vključujejo v te programe in na manjših izobraževanjih lahko potem dosežejo te kompetence in znanja, ki bi jih mogoče zanimajo. Hvala lepa. Ja, tudi Fakulteta za varstvo okolja se zdi, da sem, področje je bilo v desetletjih zelo degradirano, da je bilo veliko znanja, se je revitaliziralo, tako da mi se včasih šalimo, da smo najboljša fakulteta na področju varstva okolja v Sloveniji, ker imamo najboljšo učilnico na prostem, kamorkoli gremo študenti, lahko nekaj pomerimo, pa nekaj najdemo, kaj bi se dali izboljšati. Zdaj, če nadaljujem tle, ko je moj kolega dr. Semej končal, ja, mi na nek način poskušamo slediti, kaj se bo treba razviti. Že prej sem začel govoriti, da je zelo težko že svoje programe poštimati. Zdaj pa, če poskušam biti pa čim bolj konkreten, odgovoriti na vaše vprašanje, seveda to moje osebno mnenje, nemam nekih podatkov od zadnji, bi pa dodal še seveda zdravstvo. Tukaj je neka, smo starajoča družba, rabimo če dale več podpore. In pa recimo nek IT v smislu, ne v smislu programiranja, ampak recimo ali pa večjih sistemov, nekega kibernetska varnost in tako naprej. To se mi zdi, da sta dve taki področji, ki jih jaz pri svojem sodelovanju s podjetji opazim, da jih krvavo rabijo. Od koga pa je odvisno vzpostavitev teh novih izobraževalnih programov? Ja, gledajte, v visokem šolstvu je to zelo enostavno. Mi kot visokošolski zavodi imamo po eni strani prvico, da programe odpremo take, kot se nam zdi. Se pravi, lahko kolega Semej, mi lahko vsak 3 programe nove odpremo na leto. Seveda imamo pa zadnji tudi neko odgovornost, da stvari pripravimo take, da se bo sploh do opisov, da bodo ti iz naših programov, da bodo prišli, da bodo tudi zaposlili. Pa tam, ko imaš pravico, imaš tudi odgovornost zraven. Dobro, začeli smo torej z izobraževanjem, zdaj pa mogoče nadaljujemo s kulturo in s temi programi za mlade. Kako je s kulturo v našem mestu, v katero smer gre kulturno dogajanje, koliko je možnosti, pa lahko rečemo za mlade, starejše, za vse generacije? Sem si kar zborila mikrofon, ko sem predvidevala, da je vprašanje namenjeno meni. Kot sem že prej omenila, pač programi so. Ampak zdaj, ali so prav konkretno namenjeni samo mladim, oziroma pač programi so namenjeni vsem. Glede na to, da sama izhajam iz ljubiteljske kulture, naj povem, da pač v ljubiteljski kulturi ni prvenstveno namen nekega produkta. Jaz mislim, da je ravno ljubiteljska kultura tista, ki ima globlji pomen, in sicer to socialno povezovanje, medgeneracijsko povezovanje, da se na nekem prostoru najdejo enako misleči ljudje, ljudje z podobnimi interesi, da si izmenjujejo te izkušnje. In ne vem, kje in kako delamo, oziroma kako so današnje generacije drugačne od prejšnjih generacij, da jih v to društveno dogajanje ne znamo pritegniti. Pridejo posamezniki in se najdejo znotraj tega, ampak da bi pa to, pa to ni problem samo Velenja, da se razumemo, to je vse splošni problem, mislim, da tudi ne samo v Sloveniji, ampak generalno Evropi in v svetu. Pa mogoče bi tukaj
se vseeno malo navezala tudi na naš izobraževalni sistem, ki daje že v osnovnem šolstvu premalo poudarka na to ustvarjalnost. In potem se mladi raje vključujejo, ker so že skozi šolski sistem naučeni oziroma naravnani na to tekmovanje in nekakšno pehanje za ocene, se tudi kasneje rajše vključujejo v neke dejavnosti, kjer je tekmovalnost na prvem mestu. Meni recimo se osebno velikokrat zgodi, da ko starši kličejo, mi bi popisali otroka k vam, a hodite kaj na tekmovanja? Ja, hodimo na tekmovanja, ampak ne na takšna tekmovanja, kot so, kjer se delijo prvo, drugo, tretje mesto. Hodimo na tekmovanja, kjer komisija prepoznava ustvarjalnost, kjer komisija prepoznava neko umetniško vrednost. In nimam odgovora, kje tu spremeniti ta sistem, to miselnost, in absolutno spoštujem starše, ki spodbujajo svoje otroke in tudi šolnike in profesorje, ki spodbujajo to ustvarjalno mišljenje, ker jaz mislim, da družba brez ustvarjalnega razmišljanja bo obstala na nivoju, kjer je. Mi rabimo ustvarjalne ljudi in ravno umetnost, kultura je tista, ki spodbuja neko abstraktno razmišljanje. Ne rečem, da ni ustvarjalnosti v tehniki, da ni ustvarjalnosti nekje v energetiki. Absolutno, če imamo razvit ta način razmišljanja, smo povsod lahko ustvarjalni. Ampak moramo to znati razvijati. Ja. Zelo zanimiv mi je ta aspekt večne tekmovalnosti. Jaz mogoče bolj izhajam iz nekega športnega okolja, pa mi je tudi nepojmljivo, da morajo otroci pri 6, 7, 8 letih že takoj tekmovati, namesto da bi se igrali in učili nekih drugih stvari, ampak ni to tema današnje razprave, ampak smo zdaj prišli do športa. Mogoče, gospod Tiršek, za vas vprašanje, kako še bolj povezati šport in recimo zdravje v dolini, kako spodbuditi občane k temu, da bi še več se ukvarjali športom, da bi skrbeli za zdravje, glede na to, da Velenje pa ima te danosti od športnih objektov, naravnih danosti, raznih klubov, društev, na kakšen način mogoče to še bolj spodbuditi? Kot sem nekoč dejal v predsedniški palači, ko sem imel čas stati za tem govorniškim odrom pred občinstvom, da je šport največji zdravnik. In pravi pristop do športa vsekakor to je. In če vem kar, bom rekel, od desne proti sebi, starostniki, starejši ljudje, ko nekako prestopijo v tretje življenjsko okolje, vsekakor jim šport nudi ogromno. Izboljša življenje, izboljša samozavest, so bolj aktivni, so zdravi, so bolj samozavestni in konec koncev lepše živijo. Tudi šolniki so prepričani oziroma imajo rezultate, da če imajo v svojih vrstah aktivne športnike, profesionalne športnike, to so delovni ljudje, gradijo na svoji samozavesti, so mentalno močnejši, so tudi zdravstveno, fizično boljši in hrepenijo po boljšem uspehu v športu, tako tudi verjetno z ocenami in so uspešni. Če gremo na zdravstveno področje, tako se pogovarjamo, da šport je zdravnik, ampak mogoče bi v tej priložnosti omenil drugo zadevo, ker mi je preskočilo zdaj v teh debatah, da sam zdravstveni dom oziroma taka zdravstvena ustanova, ki ima samo Velenje, ne pomeni v sami občini, v sami regiji zdravstvene storitve, ki so nujne. Bom izpostavil en primer, ki se bom v tem trenutku zahvalil gospodu županu in njegovi ekipi. Leta 2021 po koroni sem odhajal na Paralimpijske igre v Tokio. Vemo, da so bile to res takšne zelo, zelo zahtevne propozicije od samih testiranj do birokracije, do nadzora na vsakem koraku. In zdravstveni dom Velenje mi je po posredovanju občine in seveda odgovornih ljudi nudil to testiranje tudi v času, ki je bil dejansko zaprt.
datumi in ure so se mi ravno v takšnem trenutku išle za to testiranje, ki je bilo točno določeno, v kjer uri moram to upraviti, pa smo upravili to tekom vikenda. Jaz sem moral te papirje poskenirati, poslati, da sem imel karto oziroma dovoljenje, da grem na Paralimpijske igre. Tako da rečemo, ni zdravstveni dom oziroma zdravstvo pomembno samo v določenem trenutku, ko človek to rabi za osebno zdravje, ampak tudi v takih nepredvidenih situacijah. Kar se tiče kulture pa športa, mislim, da tudi tu velika povezanost. Športnik mora živeti športno življenje. Če si vrhunski športnik, ne pomeni to samo, da si uspešen na športnem področju, ampak moraš biti tudi vzgled. In če je športnik vzgled v okolju, kjer živi, je tudi kulturen. Kar se pa tiče pridobivanja ljudi, kot je moja predhodnica omenila, da je to težava v kulturi, mislim, da so tu šole v Velenju kar zelo aktivne, da imajo ta svoja športna infrastruktura dokaj dobra in pa svoje profesorje telesne vzgoje, ki aktivno vključujejo svoje športne talente v klube in pa tudi te športne počitnice oziroma počitnice nudijo to športno aktivnost po raznih društvih, klubih, tako da je to kar aktivno. Moti me pa tule ravno to, kar je bilo omenjeno, ta tekmovalnost. V osnovi je treba nekako mladino vpeljati v šport v posebno drugem pogledu, da začnejo uživati v športu, da jim je to veselje, da jih pritegne. In tudi tu je velika napaka, bom kar rekel, 80% pa še več trenerjev, ker niso na psihološki ravni, niso mentalno dovolj razviti ali pa izobraženi, da že oni začnejo provocirati mladino z njihovimi neuspeh oziroma za slabše doseženimi rezultati. In na tem področju bi še bilo treba postoriti veliko, da bi nekako začutili in pogledali šport z druge perspektive, kaj je šport in kaj pomeni šport in kaj pomenijo rezultati v športu. Je pa vsekakor Velenje, če smo se prej pogovarjali, manjše mesto, ampak v športu je to vele mesto. In tu je vsekakor zahvala Mestne občine Velenje, Športni zvezi Velenje, ki res gradita to športno življenje, nekako združujeta športno srce, ki je izjemno v Velenju. Vemo, da Velenje daje veliko reprezentantov v Sloveniji po različnih športih, ima tudi dokaj dobro razvito infrastrukturo, predvsem za tako malo mesto. Mislim, da vsak občan Velenja, če želi biti športno aktiven, nekje najde svoje ambicije, ki jih lahko izkazuje oziroma izžareva v svojem športnem duhu. In pa, kar se mi zdi tukaj zelo pomembno, je to, da se na prireditvi Najšportnik Mestne občine Velenje pokaže, koliko različnih športov je aktivnih v Mestni občini Velenje. In to je res za Slovenijo, glede na število prebivalcev in na velikost mesta, zelo, zelo, zelo veliko. In kot sem že prej omenil, da Velenje je lahko marsičem vzor celotni Sloveniji, verjemite mi, da kamorkoli, ko prej po Sloveniji in tudi izven meja, govorim, kaj vse je v Velenju, kaj vse je mogoče, če so pravi ljudje na pravem mestu. Super. Še ene teme bi se še enkrat dotaknili medgeneracijskega sodelovanja, kot sem že kar velikokrat danes povedal, je to v tem dokumentu velikokrat omenjeno. Gospod Valc, mogoče vprašanje za vas, zdaj ste se spet nasmehnili, ko ste bili starostnik, pa recimo za vas manj mlade. Prej ste že nekaj povedali o tem sodelovanju z lokalno skupnostjo, kaj bi si še želeli, mogoče še kak konkreten predlog, na kakšen način bi se lahko počutili še bolj vključeni, na kakšen način bi lahko dosegli še več te povezanosti z lokalnim okoljem. Moram reči takole, da mi smo starejša generacija, ki želi biti aktivna, se želi učiti, je dovolj povezana z okoljem. Problem vidim v tem pri ljudeh starejših, starostnih, ki so pa neaktivni. In ti starostniki so problem. Tukaj bi želel, če se tiče recimo medgeneracijskega sodelovanja, da bi lahko tudi vzpostavili z mlajšimi
v bistvu, da bi bili povezani z starostniki, ki so osamljeni in da bi na ta način lahko pomagali. Ne. Hkrati pa, če gledam jaz preko univerze za 3. življenjsko obdobje, v bistvu imamo veliko članstva, ki je aktivnih in aktivni so predvsem na področju športa in imamo preko 60 članov, ki so starejši od 80 let, in imamo 4 člane, ki so aktivne člane, ki so starejši od 90, tako da zdrav duh v zdravem telesu, ne, to je bistveno. Ne. Hkrati pa še enkrat rečem, ne, ponujamo roko, da bi mogoče mlajši bolj aktivno pristopili ali pa da bi sodelovali, da bi to sodelovanje postalo stalnica, da bi mlajši pomagali starejšim, starejši pa svojimi izkušnjami mlajšim. Tako da, kar se tiče pa, se pravim, pogojev za delovanje društev, klubov, v Velenju za starejše, pa menim, da je zelo dobro urejeno. Gremo še k mlajšim. Prohor, za vas vprašanje, kaj bi vas zadržalo, da bi ostali v Velenju, oziroma ko razmišljate o svoji prihodnosti, prej ste že nekaj lepih besed povedali o Velenju, kaj bi pa vam moralo Velenje ponuditi, oziroma ali ponuja dovolj, da ostanete tudi naprej? Ja, torej, če se malo navežem na temeljni vzrok, zakaj sploh mladi odhajajo iz Velenja. Prvo, pač, če se pravilno zavedam, najprej grejo študirati nekam, ne vem, imate to Ljubljana, Maribor, večja mesta, potem najdejo tam priložnost za delo, se tam zaposlijo in pač živijo tam naprej. Kar bi mogoče, ne, se moralo zgoditi, kar se tudi zdaj dogaja, ne, s širitvijo univerze na prostorih stare elektrarne, kar se meni zdi zelo dobro, ne, ker s tem bomo rešili še eno težavo, a ne, da nimamo izobraževalnih ustanov dovolj, da se grejo tu izobraževati dijaki in da tu tudi pač ostane, da potem imajo tudi delovna mesta in lahko tu naprej delajo. Kar bi mene pritegnilo spet verjetno način življenja tako umirjen, oziroma da je vse dostopno, da je mesto zeleno, to, ne vem, to konkretno meni veliko pomeni. Zelo dobra stvar je, na primer, ne vem, promet, poleg zastav, lokalc, na primer, meni je zelo všeč, da imamo lokalc zastonj avtobus, ki ga jaz skoraj vsak dan uporabljam. Prej je bil Bici, ne vem, letos ga ni, ampak ja, bo, a ne, tudi se mi zdi, je zelo dobro, ne vem, na primer v Ljubljane, tam imajo res tako, ne vem, 5 evrov plače, pa imajo skoste, pa ne vem, a ne, to se mi zdi zelo cool, način življenja, kako lahko tu preživljaš, greš v službo, se vrneš, kar mi, ne vem, lahko še nekaj dodam, se opravičujem, kar mi res primanjkuje. Ne vem, a bo to še kakšno vprašanje lahko zdaj povem? Kar. Ja, jaz ne znam govoriti jedrnato, bom zdaj poskusil. Za mlade, prosti čas, klub, to marsikomu primanjkuje, ne vem. V Max klubu prej, kako sem slišal, se je marsikaj dogajalo, zdaj vse manj. Za mlade. Kar pa mene najbolj skrbi, področje kulture oziroma umetnosti. Neposredno jaz ne morem živeti brez ustvarjanja, poleg tega, ne, da se ukvarjam s športom, meni to pomeni zelo veliko. In za mene ustvarjanje je nemogoče, če nimaš prej uživanja v umetnosti. Se pravi, zato, da ti nekaj ustvariš, moraš najprej nekaj pogledati, v nekaj se poglobiti, ne vem, kakšno zgodbo. Meni se zdi, da premalo ponujamo tudi na šoli
tudi, ne vem, z kakšnih kulturnih ustanov kvalitetne, v redu, to mogoče malo cinično se izrazim, ampak kvalitetne umetnosti. Se pravi, ne vem, naprimer, mene zanima področje filma in gledališča. Fajn bi bilo, da v kinu, jaz zelo spoštujem velenjsko kino, jaz sem zelo pogosto tam, ampak fajn bi bilo, da kdaj imajo res kakšne klasike, za res tako temeljno izobraževanje, ne vem, da kakega Bressona ali pa Tarkovskega kdaj pokažejo. Ne vem, na gledališče, da hodijo, ne vem, pač nekak, da se bolj spodboja. Abonma je super, kar imamo mi na šoli, na gimnaziji. Abonma mladosti, da se že v obdobju mladostništva se ta pač način življenja nekako piše, ne? In ne vem, res, meni se zdi, da tudi nekako vrednotenje, zdaj je to težava družbe, da mi veliko bolj cenimo nek napredek, nek tehnični razvoj, pa vse te tehnične poklice. Meni se zdi, da tudi moramo nekako spodbujati kulturo, umetnost. Ne vem sicer, kako bi to naredili, ampak meni trenutno ne znam povedati. Meni se zdi, da to bi bilo to pomembno, da se res izognemo tej naši plitvosti, ki se pač je tendenca današnje družbe. In ja, pač to je res temeljno pomembno in za dijake in za osnovnošolce in tudi za starejše generacije in tako naprej. To bi se jaz zelo želel in to bi, če bi bilo še to, ostal zavedno. Super, hvala lepa. Zdaj, če se lahko čist na kratko navežem na Prokorja, jaz mislim, da v Velenju kultura je na zelo visokem nivoju, da Velenje ima ogromno, res ogromno nekih kulturnih prireditev, programov, abonma za mlade, kot si ga že sam omenil. Ampak ja, zakaj mladi ne pridejo? Je. In v Velenju strašno radi rečemo, sej se nič ne dogaja. Pa ustvarjalci na področju kulture včasih res skoraj hodimo drug po drugem, ko pripravljamo prireditve, da, ne vem, da je prostore težko najeti, da prireditev lahko organizira, zaradi tega, ker je res ogromno tega dogajanja. Ampak zakaj oni zaznavajo, da tega ni? Kje delamo napako? Pa kljub temu, da jih izobražujemo, da ima festival Velenje izobraževanje za kulturno vzgojo, da hodijo šole, da se pelje otrok v kulturni dom in na druge kulturne prireditve, zakaj potem nekje v nekem obdobju te mlade izgubimo kot publiko, kot ustvarjalce, jih pa zelo, zelo malo pritegnemo zraven. Jaz mislim, da je to temeljno vprašanje, ki nekje moramo najti, mislim, začeti iskati odgovor na to in stopiti skupaj, ker kultura ni samo pač spremljanje neke dejavnosti na odru, pasivno ogled predstave, ogled filma, ampak je predvsem to soustvarjanje kulturnega prostora. In to je to, kar dela mesto, se pravi soustvarjanje nekega kulturnega prostora. Ni dovolj, da imamo lepe prostore, lepe ulice, ampak moramo ta prostor dati ljudem, da lahko v tem prostoru ustvarja in se povezuje. Hvala lepa. Se mi zdi, da ni samo kultura tisto področje, kjer moramo videti, kaj se dogaja, ampak še tudi kakšno drugo, da se včasih veliko dogaja, samo ne znamo tega opaziti. Smo blizu konca, tako da imamo še samo en krog odgovorov, vsakemu isto vprašanje. In sicer, kaj menite, da je tisto ključno, kar bi najbolj izboljšalo razmere v naši lokalni skupnosti na področju izobraževanja in kakovosti življenja? Lahko je karkoli, lahko gre za konkreten projekt, aktivnost, ukrep, razvojno delo, nekaj, kar je po vašem mnenju najbolj pomembno za prihodnji razvoj Velenja. Mogoče kak trenutek za razmislek.
Gospod se me že ve, odgovor tega. Ker sem se pripravil. Se ne. Bom zelo kratek, 3 stvari. Prva, bolj ta splošna. Že več kot 15 let se dejansko skoraj da dnevno se vozim sem oziroma ustvarjamo tukaj, delam tukaj. In kot rečemo temu zunanji opazovalec, vidim Velenje res zelo perspektivno mesto, zeleno mesto, kot je že bilo večkrat rečeno. Imam tudi malega otroka in glede na to, da vseh teh dogodkov, ki je že bilo prej omenjeno, Pikin festival, festival Velenja in vse to, dogodkov je res ogromno. Pa ne govorim zdaj za to, teh stvari, ker je župan tu, ne, ampak dejansko tudi sam se udeležujem teh dogodkov, kolikor le mi čas dopušča in res mislim, da smo mogoče malo preveč kritični v samem mestu, da nečesa ni, ampak prav je, da smo. Drugi del vezan bolj na moje področje, energetika, tehnika. Sami vemo, zdaj prestrukturiranje regije, torej zapirajo se ena vrata, s tem pa moramo vedeti, da se nam odpira kar nekaj novih vrat in tukaj Velenje že sedaj v tej fazi izkorišča to svojo priložnost. Razumem, da so določeni občani ali pa določeni prebivalci zaskrbljeni, kaj se bo dogajalo s samim okoljem, ampak jaz mislim, da je prihodnost Velenja zelo svetla in z to prestrukturiranjem in ustvarjanjem za nas pomembne stare elektrarne in celotnega okoliša, tam tiste cone, ki bodo ustvarile nek novo cestišče samih fakultet, podjetij in vsega skupaj, tako da res tukaj vidimo to priložnost. Kaj pa mogoče kot zadnje, ravno to, ko je gospa omenila, kaj je tisto, zakaj mladi ne ostajajo, pa je mogoče to bolj moje osebno mnenje, stanovanja. Torej, bivalni prostori, kjer lahko mladim ali pa stanovanja za mlajše generacije, ni nujno 4-sobna in tako, ampak res tista stanovanja, ki bodo mlade pritegnile, ne nazadnje tudi kot izobraževalna inštitucija, da lahko povabimo tuje predavatelje v to okolje, da ostanejo eno leto v tem okolju in da imajo kje bivati. Hvala lepa, kar nadaljujemo, prosim. Bom kar jaz nadaljeval, ko smo bili pri razvoju pa visokem šolstvu. Tudi jaz se vozim sem dnevni migrant, tako da ne bom komentiral ostalih stvari, ki so verjetno še bolj pomembne, kot so zdravstvo, kultura in tako naprej, ampak bom sam dodal glede tega razvoja. Ja, ena stvar, ki je doktor Samej omenil, se mi zdi zelo pomembna, je uspeh teh projektov, ki ste jih zdaj zastavili, se pravi T-Hub, stara elektrarna. Neke odločitve so bile sprejete, se pravi, katere vsebine grejo noter, zdaj za odločitve je prepozen, koliko bojo pa uspešne, je pa prekmalu. Moram vam povedati, da jaz sem imel priložnost ravno 3 tedne nazaj v Berkeleyju biti na mestni občini in tam so ravno s takimi stvarmi ukvarjajo. Tam UC Berkeley je vrhunska univerza, največ inkubiranih podjetij, največ zbranega kapitala, ampak ravno tako se mesto trudi, katera so tista področja, ki jih zdaj podpreti in zadržati mlade in jih podpirati. In delajo napake. Tudi oni imajo prazne prostore, tudi oni imajo težke odločitve pred sabo in veliko napak naredijo. In se mi zdi, da bo to uspelo ali ne, je zelo pomembno za nadaljni razvoj Velenja. Je pa zdaj zgodaj, da sodimo, koliko je to fajn, pa koliko ni, ker ste rekli prej, tle na tej strani smo stari in res je tako, ampak starostjo pridejo pa izkušnje. Jaz recimo sem že v tem razvojno-raziskovalnem prostoru toliko časa, da sem videl že kakšne centre odličnosti, pa to, če se spomnite, dajte 10 milijonov sem, dajte 10 milijonov tja, vrhunske raziskovalne inštitucije, ko se je financiranje zaključilo, je vse nabiralo prah na opremi, pa 0,2 FTE je bilo zaposlenje, se pravi 21% sem zato, da so rekorderji, da so potem upravičali, da to še 5 let živi. Tako da upam, da bo tukaj zgodba povsem drugače zapeljana in da bo tudi po zaključku financiranja se bo nateplo okrog nekih podjetij, nekih startupov, nekoga, ki bo delal in podjetij, ki bojo v tej opremi čakali na to, da bojo za njih kaj naredili ali pa izdelali. Hvala lepa. V svoj zagovor res nisem rekel, da ste vi res stari. Tako. Gospod, vaš Jaz bi rekel takole,
Ne govorimo samo o tretji generaciji, govorimo tudi že o četrti. Ne. Prebivalstvo se stara, moja želja je, ne, da bi vsi tisti, ali čim več teh, ki zaključujejo svojo karierno pot v službi, se vključilo v času upokojitve ali v času upokojitve v neko dejavnost. In želim, da bi bilo v prihodnje, glede na to, da imamo ustrezne, dobre pogoje, čim več novih penzionistov vključenih v naše dejavnosti. Hvala lepa. Teodor. Jaz bi pa predvsem bi omenil... Predvsem bi omenil to, da se še naprej vključuje mlade v neko soodločanje in pač v to soustvarjanje prostora, prestrukturiranje, vse te strateške besede. In pa tako je prav prej omenil, da pač dobimo mladi mogoče še kak prostor za preživljanje prostega časa, ki ni nujno pač prostor, kjer moraš veliko denarja zapraviti, da se imaš fajn. Hvala lepa. Ja, jaz bi mogoče šla zdaj kar na aktualne teme bolj, ker res mislim, da je dobro za prihodno stvarjenje definitivno prenova Drahtala v zdravstvenem domu, izgraditev SUC-a, satelitskega urgentnega centra. Bi se pa mogoče dotaknila tudi tega, no, da v bistvu povezovanje z občino pri pridobitvi kadra, zdravstveni kader, veste, da ga primanjkuje, predvsem po vsej Evropi, v bistvu tudi Slovenija je kar v vrhu pri tem, tako da ja, sodelovanje, že zdaj zelo dobro sodelujemo, mogoče še ukrepiti tukaj sodelovanje, kar se tiče pridobivanja stanovanja za zdravstvene kadre, tukaj lahko občina res veliko naredi, pa mogoče ne samo mestna občina Velenje, ampak vse občine v Savinjsko-Šaleški regiji, neko regijsko povezovanje, ker z staranjem prebivalstva, ko je bilo že danes velikokrat omenjeno, morate vedeti, da bodo tudi potrebe po zdravstvenih storitvah vedno večje, čakalne dobe bodo zaradi tega tudi vedno večje, zdravstvenega kadra bo pa vedno manj in tukaj mislim, da je treba na regijskem nivoju veliko narediti za pridobitev tega kadra, kakovostnega kadra, v bistvu deficitarnega kadra, s pomočjo odločevalcev na občini, pa seveda tudi državi. Lepa, Prohor. Jaz bi se najprej strinjal z gospodom Smeh. Res je težava opazna, kar se tiče bivanjskih prostorov. In to mogoče je tudi eden izmed faktorov, ki ne zadržuje mlade prebivalce v regiji. Kako se glasi vprašanje? V bistvu sem ga res čudno postavil. Kaj menite, da je tisto ključno, kar bi najbolj izboljšalo razmere v naši lokalni skupnosti na področju izobraževanja in kakovosti življenja? Meni se zdi, da za to, da izboljšamo razmere, moramo nekako spremeniti tudi mišljenje med občani. Se pravi, pač narediti tak shift, ker če opazimo neko luknjo, se pravi, da nečesa nimamo, da se ne gremo tako pritoževati, da tega nimamo, ampak najprej če nekaj, ne vem, nam nekaj primanjkuje, poskušamo to rešiti, se pravi, da potrkamo na vrata birokracije in pač urada. In je naloga vlade, da nam pomaga, da to rešimo. In pač da nekako vključuje vse občane, ki hočejo, ki želijo nekaj rešiti, ki želijo nekaj ustvariti in to sodelovanje med vlado in prebivalci in da to na tak način rešujemo vse težave. Meni se zdi, da je to res pomembno, da nekako osmislimo to, da moramo najprej pač poskusiti to rešiti, ker pač to je pot do neke boljše družbe in boljšega življenja, v mojem razumevanju. Zdaj smo skozi cel ta pogovor slišali velikokrat besedo povezovanje, pa bom kar v bistvu konkretna. Za ljubiteljsko kulturo je v Velenju zelo dobro poskrbljeno, da ne bomo narobe razumeli. Vsa društva imajo neke
svoje prostore, so financirana skozi razpise, projekte in tako naprej. Ampak tudi znotraj samih društev manjka povezovanja. In tukaj je že v zadnjem lokalnem programu za kulturo bilo zapisano pač nek center ljubiteljske kulture, kjer bi bil prostor za soočanje teh idej, pretok nekih informacij, združevanje idej, neki brainstormingi. Ni potrebno, da je to pač res nek velik prostor, kjer bodo spet vsa društva na kupu imela vaje in tako naprej, ker za to je poskrbljeno, ampak nekje nek prostor, tako kot so mladi rekli, kjer bi se mladi lahko družili, pa da ne bi zapravili preveč, nek prostor, kjer bi se kulturni ustvarjalci, ne samo ljubiteljski, kamor bi tudi mladi lahko prišli s svojimi idejami, da bi vedeli, na katera vrata potrkati, ne samo na občinska, ampak so tudi druge institucije, ki jim lahko pomagajo pri tem, da se vključijo in da se povezujejo znotraj prostora, v katerem živijo in kjer bi si mi želeli, da tudi ostanejo. Tako da, evo, moja novoletna želja. Jaz bi pa rekel tako, da res je povezovanje in pogovor, to je ključna stvar. Mislim pa, da ima Velenje izredno srečo, da ima župana za svojo ekipo s tako velikim srcem in s to domačnostjo, ki ustvarjajo v Velenju. Nikomor niso vrata zaprta. Vsakdo, ki hoče se pogovarjati, ki hoče sodelovati, lahko pristopi, lahko vpraša, dobi odgovor in ima nekako odprto pot naprej. In mislim, da ravno ta energija v Velenju pripomore za ta razvoj, za to vizijo in za to uspešnost tega mladega mesta. Če se pa navezujem na šport, za kar sem danes tudi tukaj, ja, veliko je teh infrastruktur, ki nudijo športne dejavnosti v različnih športnih panogah. In moramo se zavedati, da v Velenju ne samo, da lokalna društva izvajajo te športne aktivnosti, ampak veliko je tudi teh zadev na državnem nivoju, razne finala. Vemo, da je atletika zelo močna, borilni športi, ekipni športi, ne bom jih zdaj našteval, ker ne morem vseh našteti. In tudi ljudje so konec koncev to usposobljeni in kot smo že prej omenili, Športna zveza je zelo produktivna, usposobljena in pa napredna in zaradi vseh teh spoštljivih ljudi, ki to ustvarjajo v Velenju, pride v Velenje veliko ljudi, ki niso tu doma, spoznavajo Velenje z različnih perspektiv. In če se hkrati še navežem, tudi kot je bilo prej rečeno, glede teh kulturnih dogodkov, Velenju jih je ogromno. Velenje se verjetno niti ne zaveda, v kakšni veliki meri oziroma obliki je postalo turistično mesto. Koliko ljudi pride na izlet oziroma tudi nočitve, verjetno vam številke veliko povedo, koliko ljudi se nahaja v Velenju v prostem času. In v tem pogledu pa pogrešamo v Velenju eno pravo slovensko kulinariko, ki je aktivna oziroma na dosegu roke, tudi v nedeljah, v praznikih, ko vemo, da največ ljudi pride. Tudi v teh terminih se izvaja veliko športnih aktivnosti. Posod po svetu se dobi pica, se dobi piščančji zrezek, dunajski pomfriček, to je tako aktivno oziroma aktualno, ampak mogoče bi pa Velenje razvilo neko rodarsko malico. Vemo, da športniki so lačni ljudje, z veseljem nekdo ugriznil domačo klobaso z prilogo, ki je primerna za lokalno okolje. Tudi drugi turisti iščejo take zadeve. In mislim, da je bila to velika popestritev v Velenju, glede na vse to, kar je Velenje že doseglo, kaj vse se v Velenju dogaja, na vseh teh prireditvah, da bi pa tudi kulinarika še izboljšala in nesla dobro glasno. Hvala lepa, dragi gostje. Jaz sem svoje vprašanje izčrpal, zdaj pa, kot sem napovedal že na začetku, spoštovani obiskovalke in obiskovalci, če ima kdo izmed vas še kako vprašanje za naše goste, ste dobrodošli, da ga postavite in še nadaljujemo z debato. Če kdo želi začeti.
začetek lahko dvigne roko. Zdaj namenjeno je, da pridete vprašanje postaviti na oder. Če je kdo bolj sramežljiv, tako jaz lahko pove vprašanje, pa ga vmes ponovil, tako želite. Čas mogoče, ko se še malo korajža nabira, bi še sam nekaj. Ker vi pa nabirate korajža. Glede invalidov v Velenju, oziroma čisto na začetku te debate je bilo postavljeno vprašanje glede dostopnosti vseh teh zadev. Ena stvar je pa izredno moteča. Vemo, da se te invalidske parkirne karte prenašajo iz roda v rod. Ljudje, ki niti približno niso v podobi invalidov, to zelo aktivno koristijo in sramotno zgleda, ko se pripeljaš nekam, pa jaz, verjemite, ne bom parkiral, če ne rabim, ker vedno gledam nekoga, če na invalidskem vozičku ali v kakšnem drugem stanju, ki res to rabi, da lahko vrat odpre, da lahko gre v vozilo, izven vozila, bog ne daj, da kakšno slabo vreme. In reč pa izredno všeč mi je bilo v Ameriki, ko sem bil večkrat tam, ko je znak za invalide na parkirišču, spodaj kar dopolnilna tabla, kazen $500, če nisi upravičen tega parkinga. Da bi se pa nekako mogoče le s kakšnimi javnimi ozaveščenji to malce pri kakšnih ljudeh pa le premaknil na kakšno misel v glavi in bi to začeli malce drugače parkirati avtomobile, pa mogoče tudi, če je kakšna moč pri redarski službi, da to nadzira, da vidi človeka, ko pride do avtomobila, v kakšnem stanju je, mogoče ne takoj s kakšnimi drastičnimi kaznimi, ali pa vsaj z nekim človeškim ljudnim opozorilom, da to pa le ni primer. Izvolite. Jaz sem malo starejši poslupa, bo vprašanje, ampak tako ChatGPT, ako moš prevaditi. Jaz bom vprašal, kaj mislite o zgodnjem izobraževanju? Jaz s mojo hčerko včasih razpravljamo, jaz rečem, ljudje ne znajo to, pravi, niso imeli priložnosti. Bolj analiziram, jaz sem imel, moj star oče Stanko, Simon Blatnik. Zdaj pa bom povedal za to zgodnje. O tem se ne govori. Leta 1971 so v Združenih državah delali eksperiment. So družinam, ki so zelo nizko bile, dali mentorje, ki so 5 let delali z otroki. In spremljali so, kako so se razvijali ti otroki. In kaj se je pokazalo? Da niso v kriminalu, da so uspešno končali in Nobelovec je analiziral in je ugotovil $1, ko se je vložil v zgodnje izobraževanje. Zgodnje izobraževanje se pa začne ne v 3 leti. Jaz sem bil na Dunaju, ko je nek Finc rekel, ko nam reče, to je prezgodaj, mi rečemo prestaro, prepozno, začne se 6 mesecev pred rojstvom. In mi imamo šolo za starše, tam se pa to o intelektualnem razvoju otroka premalo govori. In mislim, da bi tu lahko naredili velik preboj, bolj kot vsi drugi. In bi prosil, kaj se o tem razmišlja, drugo pa je, jaz sem manj kulturo zlora. Vendar razvoj človeštva je šel skozi tehnologijo. Jaz sem leta 1985 iz Bosne prišel v Velenje, procesno opremo. Ta procesna oprema je tebe proizvajala prvega robota v Jugoslaviji. Medenih 5% terminalov, videoterminalov v svetovnem merilu, osebni računalnik Dialog, medicinsko elektroniko, ki so jo koristili v Združenih državah Amerike, avtomatiziralo ne vem, kje se. Bojim se, da tega znanja ni več toliko, kot je bilo. In brez tehnološkega razvoja ne bomo šli naprej. Vsi problemi naše družbe, jaz pa analiziram, ker imam čas, izhajajo iz tega, da mi nismo znali izkoristiti tehnologijo, ki jo imamo. Danes prihaja umetna inteligenca, o njej se lahko razpravlja kakor hočete. Ampak Velenje bi tudi na umetni inteligenci lahko bilo nosilno v državi. Jaz pa sam vprašam, kaj mislite o teh 2 temah. Hvala. Hvala. Mogoče videla za zgodnje izobraževanje.
Ja, evo, iz visokega šolstva prehajamo na tole vprašanje. Jaz vam bom to odgovoril kot oče, jaz se strinjam. Tudi jaz sem prebral nekaj teh knjig, kako je že v šoli bo že prepozno in vam dam popolnoma prav. Zdaj poskušam odgovoriti na tisto drugo vprašanje, na katerega pa lahko vplivam, kot nek visokošolski udeleženec. Ja, zdaj umetna inteligenca je neko orodje, ki bo spremenilo svet, ki najbrž ne bo poklicev uničilo, jih bo pa spremenilo. Mogoče sem že to prej začel malo razlagati in to je največji problem za mlade. Zato, ker tiste osnovne stvari, recimo vzamo prevajalca, chat bo prevedel, ampak še zdaj boš pa ti rabil enega strokovnjaka, ki bo to zlektoriral, ki bo spravil v končno obliko ali pa v nek sodni prevod. Se pravi, glihuni ta mladi, ki prihajajo na trg dela, ga bojo najbolj nasrkali, ko se bojo mogli spopadati s temi nekimi novimi razmerami v službi, ki jih bo umetna inteligenca povzročila. Velenje ima priložnost, zdaj tako, kot ste vi začeli, ste rekel, znanje izgina, gledajte, se tudi zdaj imamo DevSoft, imamo Krapoviča, gre znanje, leti v vesolje, gre v najboljše športne avtomobile. Je pa res, da večina, verjetno je bilo takrat tako, je pa nekih podjetij, ki so podizvajalci, večjim zunanjim naročnikom ali kaj podobnega, to ni nobena sramota, se je najboljši na svetu, da ga je izbral iz Velenja ali pa ne vem, ne pa iz Mehike, da mi to dobavlja. In tem se moramo mi prilagoditi, pa zdaj, če mogoče zaključim, sej tudi, jaz mislim, da vsi od nas gledamo, kje lahko uporabimo koristno umetno inteligenco v svojem razvoju, v svojih poklicih, ni pa to čisto enostavno, mogoče, če ste kdaj videli, smo že desetletja nazaj slišali na Inštitutu Jožef Štefan, Slovenija je ustvarjena za umetno inteligenco, pa je prišel ChatGPT ven, pa si poklical tega profesorja, rekel, vse, kar smo do zdaj delali, smo stran vrgali, kar smo videli, da gremo čisto napačno smer. Tako da tak preboj ni tako enostaven doseči, pa seveda, če bo pa v Velenju, pa odlično, da se bo to tukaj zgodilo. V redu, hvala lepa. Še kakšno vprašanje mogoče? Sicer, še davno se pravičujem, izvolite. Dobar dan, Judita Zager. Jaz bi se pa navezala na gospoda Stanka Blatnika za ta ChatGPT, ampak iz ekološkega vidika. Mislim, da je zdaj že skoraj skrajni čas začnemo opozarjati na to, da umetna inteligenca porabi ogromne količine energije, da je zdaj zelo moderno vpraša, kaj je umetno inteligenco vseh sort in da bi se mi morali že zdaj zavedati, da je prav, da jo uporabljamo takrat, kadar jo nujno potrebujemo, ne pa za rutinske zadeve, ali za pisanje nekih odgovorov na neke maile, kar je zdaj, da je zelo popularno, da kar naročiš, da je prosim v dogovoru v tem pa tem smislu. To znamo še vedno sami na roke napisati, nam tudi preveč časa ne vzame. Mislim, da bi bilo treba tudi do šola začeti v umetni inteligenci, tudi se pravi z tega vidika poučeva. Hvala. Še da spet jaz, ampak ta področje pa malo poznam. Imate čisto prav in sicer mi se kar dosti ukvarjamo s tem poročanjem podjetij o vplivih na okolje in novi evropski standardi, pa verjetno v tujini, mislim, v Ameriki pa ni nič drugače, priporočajo, da se pogleda tudi poraba energije za uporabo umetne inteligence, se to poroča ločeno in se poskuša zmanjšati, tako da to je velik problem. Hvala lepa. Še kakšno konkretno vprašanje vezano na Velenje? Eno konkretno vprašanje. Izvolite. Ker nekdo mi manjka tule še danes noter, pa verjetno bo to odgovoril župan, ampak izvame pa mladi Kors smo gledali tule v grščini, kaj to pomeni, je to predhodnik ali je to predhodnik zbora. Pa bom tebe vprašal, odgovoril bo pa verjetno potem župan, če bo. Namreč Velenje je še po nečem znano, to je multikulturnost ali pa več nacionalnost ali pa več združevanost, to je povezovanje. Predstavnika, kolega ni. Zdaj pa, kako ti kot mlad človek vidiš umeščenost večkulturnosti v katerikoli prostor ali po Velenje? Kaj pa je prednost večkulturnosti, bom pa potem župana poprašal, ker nekaj pa moram vprašati, ker imam čutek, da vas je izbral, ker res smo dobri, nam nič ne manjka, ampak mi govorimo o viziji, ne o sedanjem stanju po oceni. Ta ocena, verjetno je ta, ti praviš, vlada, lepo si to rekel,
da imenuješ vlado v lokalni skupnosti. Si mogoče tudi zasluži mogoče bolj kot na državni, tako da hvala za poklon. Taki kot so tiste lahko vizija prihodnost Velenja, če boš to ostal, absolutno dobrodošel. Torej, kaj je ta multikulturalnost v tvojih očeh? Ja, gotovo je Velenje zelo multikulturno mesto. Spravi, ne vem, ogromno narodov, ki živi na enem prostoru in zdaj je vprašanje, kako so ljudje, ne vem, v mojih očeh, kako so ljudje strpni, kako sobivajo in kako pač različne kulture, ki imajo, ne vem, različne norme, spravi, ne vem, da pride kdo od drugot je normalno, da ima pač drugačne norme tam in kako se to pač zlije, ko se naenkrat pride do stika teh dveh kultur in kako pač potem se izide to. Jaz mislim, da v Velenju pogosto, kar jaz opazim, prihaja do določenih separacij. Se pravi, ko se določene narodnostne skupine družijo med sabo in potem pač skozi ta proces vključevanja še bolj se odstranijo, se odtujijo od neke celotne družbe. Zdaj je to težava posameznikov ali težava nekakega družbenega sistema, jaz ne vem. To je zelo sporno. Je pa po moje ogromna prednost v Velenju, da je tako narodno mešano mesto, ker pač enostavno je, pride do take izmenjave izkušenj, izmenjave pogledov in ti se že od malih nog nekako se naučiš sobivati v prostoru, ker pač ko naenkrat izstopiš v svet, ti se moraš prilagajati na vse, a ne, tudi na druge, tudi na večino, tudi na manjšino. In meni se zdi, da je to prednost in da se to mora vsekakor ceniti, ne. Kakšne težave pa so, pa žal ne znam dopovedati. Nič težave, so prednosti, ki je govoril. Prednosti. Prednosti so v miru. Jaz sem živel v Bosni, veste. V miru je to krasna družba. Ko pa pride kriza, je pa zelo nevarno. Kakšno vprašanje? Se pa prosim gospoda župana, da še on pove nekaj besed in zaključkov tele naše debate. Ja, hvala lepa. Zaključke strnjene je zelo težko dati na vsebino razprav, ki so danes bile prisotne. Zdaj tisto, kar se mi najprej seveda poraja v mojem miselnosti, kajti že tretji dan na teh forumih poslušamo razprave o različnih področjih, pa na koncu vidimo, v kateremkoli področju se pogovarjamo, razpravljamo o izzivih, da so ta področja med seboj izjemno povezana. Bi bilo seveda smiselno ali pa, če bi le časovno in tudi drugače bilo mogoče, da bi ta tri področja oziroma vse tri generacijske forume, ki smo izvedli, naredili v celoti, bi bilo seveda tudi najbolj smiselno. Gospodarstvo, vemo, da ga potrebujemo, brez gospodarstva, bom rekel, ni neke socialne varnosti, o kateri smo tudi govorili, ni, bom rekel, tudi športnih in kulturnih društev na visokem nivoju, ni učinkovito razvojno naravnana lokalna skupnost in vse to seveda trči tudi ob vsa področja, ki so bila danes tudi tukaj izpostavljena. Če na kratko res poskušam po nekaj strnjenih področjih, mi danes govorimo pač o strategiji razvoja do leta 2040. To je na nek način zelo daleč, ampak mislim, da bo to, vsi skupaj se zavedamo, da bo to 1, 2, 3 tukaj pred nami in v tem doglednem času moramo seveda tudi kar nekaj izzivov, ki so bile danes naslovljene, tudi rešiti. Mi imamo mogoče, pa to zdaj mislim, da že tretji dan tudi ponovim na začetku, eno težavo, to, kar je tudi prej Prokor govoril, zakaj mladi ne ostanejo tukaj. Enostavno zaradi tega, ker gre
večina mladih, tudi včeraj smo slišali, ne, procentualno koliko imamo, bom rekel, visokošolskih, univerzitetnih, pa tudi kasneje drugih, bom rekel, diplomantov, da so to mladi ljudje, ki večinoma gredo potem iz Velenja v Maribor, v Ljubljano in tako naprej. Skratka, verjetno, neverjetno imamo ta hendikep, da nismo univerzitetno mesto. Če bili mi univerzitetno mesto v taki obliki, kot je Maribor ali pa Ljubljana, potem pravzaprav mi teh izzivov z mladimi v takšni obliki sigurno ne bi imeli. Zato moramo pač izkoriščati tiste danosti, ki jih v tem okolju enostavno imamo, in izkoriščati tudi proces prestrukturiranja, kot je prej tudi gospod Seme, mislim, da povedal, kjer se ena vrata zaprejo, lahko se podprejo mnoga druga vrata. In kaj je v tem procesu, rečemo, z področja izobraževanja za nas pomembno? Pomembno je, da seveda ohranimo vsaj to, kar imamo zdaj v obliki teh fakultet za energetiko, za varstvo okolja, da poskušamo seveda implementirati tudi potencialno nekatere druge programe, ki bodo zanimive za gospodarstvo v našem mestu, da je naš cilj, pa ta cilj zdaj že kar uspešno, predvsem z Kemijskim inštitutom izvajamo, da v to okolje pripeljemo tudi inštitute. Jaz mislim, da se boste večinoma vsi strinjali, da brez inštitutov v nekem okolju je seveda tudi sam razvoj veliko težji. To, kar je bilo izpostavljeno, se pravi dijaški dom, študentski dom, mi absolutno potrebujemo novo infrastrukturo na tem področju. Tukaj smo v zadnjih 2 letih kar veliko naredili z različnimi deležniki, tako s fakulteto za energetiko, z šolskim centrom in tako naprej, ampak rabimo še tisti seveda ključen korak in to mora biti, bom rekel, naš cilj. Jaz v vsakem primeru, ne glede na to, koliko bo država ali pa vlada prišla na tem področju naproti, jaz trdim, da dijaški in študentski dom bomo zgradili tako ali pa drugače. Želim si, da s pomočjo države, kolikor pa seveda tu ne bo posluha, bomo pač našli neke druge vzvode. Stanovanje za mlade sploh ne rabimo, pa ne samo za mlade, tudi za starejše generacije, da ne bo kolega Valcel preveč grdo me gledal. Skratka, stanovanje za vse generacije in stanovanjskim skladom. Jaz upam, da bomo v kratkem tale prostorski akt tudi sprejeli, da bomo podpisali potem sporazum o izgradnji 200 stanovanj, kjer bo pretežno namenjenih mlajšim generacijam. Zavedamo se tudi službenih stanovanj, to, kar je tudi gospa Kejta prej povedala, za zdravstvene delavce, za ostale, bomo rekel, te deficitarne poklice, ki jih na nek način kadra, ki tukaj nimamo, pa ga lahko privabimo. Vsekakor je tu potrebno narediti. In pa, ko govorimo seveda še o tej področju, T-Hub, stara elektrarna, ja, tu je kar mešanica nekih vsebin, ne. Saj, mi bi verjetno vsebine bile implementirali še drugačne v ta 2 objekta, če bi imeli tukaj proste roke, ampak tukaj so pač financerji zelo strogo povedali, kaj je lahko v nekih objektih in seveda se tega moramo držati, kot je že prej rekel gospod Ankar, mislim, da pač 5 let je projekt zaščiten, potem pa seveda se stvari lahko tudi nekoliko drugače prilagajajo, ampak mogoče za T-Hub, kar je pomembno, pa kar me prej tudi veselilo, mislim, da imamo mi multimedijski center predviden tudi v tem, torej ravno za to kreativno umetnost in za te stvari v T-Hubu, poleg Kemijskega inštituta. Zdaj, kar se tiče stare elektrarne, smo že prej slišali, fakulteta za energetiko, prehranska, samooskrba in tudi tukaj bo en zelo velik prostor, ki mislim, da bo lahko na razpolago tudi, bom rekel, raznim kulturno-umetniškim aktivnostim in vsekakor bosta to 2 objekta, ki bosta tako na področju gospodarstva, izobraževanja, kot tudi mogoče na področju kulture, seveda dajala neko dodano vrednost. In kar je tu zelo pomembno, ne smemo pozabiti, mi smo si izborili, pa čeprav so nas nekoliko čudno gledali, kaj Velenje zdaj ima s tem, ampak da smo center kreativnih industrij kot strateški projekt umestili tudi v zakon o prestrukturiranju naše regije. Seveda, vsi so rekli, vi rabite delovna mesta, vi rabite pač enostavno nadomestiti premogovnik, pa to, kar je povezano, ampak mi smo tukaj vztrajali in to je v nek način tudi bilo, ne moram reči darilo, ampak poslanstvo, ki ga v občinski upravi vodimo, da res
se zavedamo, kako je področje kulture pomembno tudi za razvoj gospodarstva, da ne bo pomote, da je samo gospodarstvo pomembno za kulturo, ampak da je tudi kultura pravzaprav, ki ponazarja identiteto mesta, identiteto ljudi, izjemno pomembna. Zdaj, kar se tiče zdravstvenega doma, včeraj smo javnosti tudi naznanili, ampak tudi na področju zdravstva je tako, mi smo prišli v zdravstveni dom, smo se dogovorili, da bomo pač mi trakt A obnovili, za finančna sredstva, zagotovili naslednjo leto, naredimo satelitsko urgentni center, pa misliš, da je potem to. Potem prejš pa na sestanek v zdravstveni dom, kjer je tudi gospa Kejta bila zraven in potem vidiš, da pravzaprav potrebuješ še kaj drugega kot samo prenovo tega trakta in če kaj, potem se tudi zavedamo, da moramo na področju zdravstva zagotoviti še dodatno infrastrukturo, se tudi gospod direktor je tukaj, da moramo zagotoviti še dodatno infrastrukturo, bodisi z novogradnjo, bodisi z uporabo obstoječe infrastrukture, ki bo dostopna ljudem, preko katere bomo lahko seveda tudi te zdravstvene dejavnosti še širili v smeri specialističnih ambulant, pa tudi drugih ambulant, ki so seveda nujno potrebne za neko takšno okolje. Zavedamo se tudi, da med nami živite starejši ljudje, gospod Valci, tako da sem razumel tudi tole, pa o tem smo se že veliko pogovarjali, ampak tu je mogoče tudi stvar akcijskega načrta, ki ga bomo za to strategijo sprejeli, da na kakšen način res zagotoviti socialno vključenost tudi tistih ljudi, ki so, bom rekel, zaprti v svojih prostorih. To smo že večkrat o tem razpravljali in ja, je zelo pomembno, da so starejši vključeni v različne aktivnosti. Tukaj imamo konec koncev tudi Ljudsko univerzo, pa različna društva, ki delujejo v našem okolju in naša želja je, da seveda čim več starostnikov vključujemo v naše aktivnosti. Tudi zaradi tega je letos prvič bil objavljen razpis za starejše, za to počitniško delo za starejše po vzoru počitniškega dela za mlade, torej da bomo mi tudi te upokojence poskušali zanimirati, da jih preko nekega razpisa seveda povabimo k sodelovanju, da bodo lahko mogoče urejali kakšno igrišče ali pa podobne stvari. Skratka, tudi to je del te socialne vključenosti, ki jo želimo z takimi mehkimi programi seveda vključevati v naše okolje. Zdaj, na začetku sem nekoliko zamudil, mislim, da je Prokor imel verjetno sigurno imel kako uvodno besedo, ali pa Teodor, ampak ja, jaz na vlade absolutno da stavim, tudi na zadnji razpravi, ki smo imeli pred MC placu, oziroma na MC placu, so bile izpostavljene predvsem področje zdravstva in stanovanja, to mi zdi, da dva področja, ki sta bila, pa tudi kulture in umetnosti. In tudi danes so bili seveda podobni izzivi dani tukaj na mizo. In ja, več kulture in več umetnosti, to se mi je zelo vtisnilo, kar je bilo tudi povedano z strani obeh, pa tudi strani Nine, glede sodobne umetnosti in tako naprej. In tukaj bo potrebno seveda verjetno še več energije vložiti v to, tudi na področju izobraževanja in vsega tega, kar je bilo izpostavljeno. Tako da je tudi to mogoče en tak izziv, ki ga moramo še nasloviti preko akcijskega načrta, kot rečeno, ki se bo kasneje tudi pripravil takoj za to strategijo. Tako, na nek način je to tak grobi osnutek za te razprave, ki je pa pravzaprav zelo povezan tudi z cilji, ki so v sami strategiji. Bomo pa seveda kljub temu še to razpravo še enkrat tudi analizirali, preverili, če je še kaj takšnega, da vključimo notri v te dokumente. Seveda pa naš cilj, da vsem ponudimo možnost sodelovanja in da vidimo, oziroma da vsak občan tudi vidi ali pa najde samega sebe potem znotraj, bom rekel, ne samo teh papirjev, ampak znotraj našega mesta, kjer se lahko po svoje volji seveda vključuje v družabno ali drugačno življenje, tako kot si sam želi. Zato se vam iskreno zahvaljujem, ne glede na, da je bil športni novinar danes, moderator je bilo odlično, tudi kulturno obarvano in zdravstveno in tako naprej, tako da ste res odlično povzeli stvari in meni je bila izjemno zanimiva debata. Zato se vam res iskreno in iz srca zahvaljujem
in si želim, da bi se seveda še večkrat srečevali na takšnih ali drugačnih dogodkih, predvsem tistih pozitivnih, kjer se soočamo z izzivi in obenem iščemo tudi odgovore in rešitve na te izzive. In danes mislim, da je bilo kar nekaj tega tudi povedanega in pokazanega. Tako da hvala lepa. Pa hvala lepa Nani za EPP. Mislim, kot mesto, pustimo zdaj župana, ker imamo tudi na vsaki delavnici smo imeli kar nekaj tujih v narekovajih, se pravi obiskovalcev, ki ne živijo v našem mestu, tudi danes je skoraj da polovica takšnih. Tako da dobrodošli tudi v Velenju, bomo tudi službena stanovanja za vaše naše. Srečno, hvala. Tako, meni je tole sicer pisalo v scenariju še en udaren zaključek, da moram narediti, ampak mislim, da ga je župana že krasnega, tako da najlepša hvala vsem gostom, da ste prišli, hvala vam, spoštovani obiskovalke in obiskovalci, če pa želite še kaj po Kremljadskom, smo pa zdaj še tudi na voljo po prireditvi, tako da hvala lepa, pa uživajte še naprej.